Ja, pa bomo še to povedati. En lep pozdrav vsem skupaj. Samo počakal bom minutko, pa da vam v bistvu lahko začnem v bistvu povedati celo zgodbo. Samo da vidim, kako da lahko notification potiham. Drugače pa en pozdrav vsem skupaj. Samo eno minutko bom počakal, zato da pač ne govorim dvakrat. Verjetno tudi videa ne bom shranil, tako da seveda tisti, ki hočete to snemati, lahko snemate unika, pa hočete samo slišati, kaj se je zgodil, pa tudi cool. Drugače pa živijo Vesna, živijo tim. Začel bomo od začetka, glih zato, ker mislim, da je full fair, da veste vse pač, kaj je resnica in pa kako je vse skupaj potekalo. Tako da, Mi je zelo smešen tako, pač, da so se te skupaj dali in da so komentirali. Pol zgodbe bom rekel, da so dejansko iskreno povedali, samo seveda mislim, da so pa en majčkan delček malo zamenjali. Mislim tudi, da takrat, ko so gledali čez vse skupaj, da so probali nek smisel narediti, ampak prej slej, veš kaj, prej slej se tako in tako zve točno, kaj je res in kaj ni res, tako da, a kar začnemo že v bistvu. Že 2 minutke smo pozni, tako da, jaz sem malo drugačen, kot Grega, tako da jaz rad začnem pač točno, čeprav razen na letalo skoraj nikoli nisem točen, ampak ajde. Da začnemo se v bistvu pogovarjati s tem, kaj se je zgodilo z VBO-jem, vam moram prvo povedati malo v zgodbi. Tako je, pač mi smo se dobili, takrat, ko se seveda še event ni niti, pač event še ni bil javen, takrat smo slišali, da je pač že hotel kontaktirati Gregata in je seveda iskal njegovo pozornost. In hvala, Jan. In je takrat kontaktiral pač Gregata preko TikToka, da pač on bi rad sprejel ta fight in tako naprej. In smo se dobili jaz, Pero pa Marko. Smo se dobili. In to je pač tako izgledalo, pač če to naredimo, če gre to vse skupaj čez, kako bi to izgledalo, kaj bi izgledalo, kaj je pravilno, kaj ni pravilno in tako naprej. Tako da že od takrat vam lahko povem pač, da je bil, glede na to, da je bil Grega pač main event in seveda smo tudi razumeli, da bo Grega največ kart prodal, smo razumeli, da pač Grega bo tisti, kateri bo bil the driver, ne? In sta se zmenila s Perotom za določene procente. Tako da, že v štartu Grega pa Pero sta v bistvu ta, katera dva sta dobila neke procente od fajta, med temu, ko seveda VBO je bil official sponsor in pa Uroš je bil tam samo kot pač poslušalec, da pomagam pač Gregatu, mojemu bratu, da se vse skupaj izpelje, da je vse skupaj lepo narejen, če rabijo kakršnokoli pomoč, da stopam vmes in tako naprej. Glede na to, da vam je seveda velik business experience in tako naprej, se jim je to vsem skupaj zdel fajn. Marko tu je bilo tudi všeč, pač, da lahko še en pač business professional pride zraven. Smo pogledali vse cifre, smo rekli, to bi lahko dobro izgledali, moramo seveda top narediti in to je to. In pač jaz sem se z Gregatom slišal, so se oni zmenili za procente, to je to in to je to. Zdaj, od začetka bi šel prvo z denarjem. Koliko je bil Uroš plačan? Jaz sem bil plačan nič. Nisem vprašal nič. Zato, ker jaz sploh na začetku nisem bil tisti, kateri bi se tepil. Jaz sem bil samo organizator, zato da pomagam v bistvu to, da lahko pač Gregatu pomagam urediti ta fight, med temu, ki je bil on v Ameriki. To pomeni, jaz pridem noter samo, da pomagam. Super. Po parih tednih, pol Jean-Luc Konjar, pol mene izove, jaz sprejmem fight, super, vse je cool in prav, tudi to je lepo. Zdaj pa se mi začnemo pač pogovarjati in s Perotom in z vsemi ostalimi, pač kako bi to moglo vse skupaj izgledati.
In pač Marko je rekel, poslušaj, jaz bi ful rad, da je Uroš upleten in da nam pomaga s temu, lahko tudi vprašate. Pa by the way, jaz razumem, da jaz nisem eden izmed teh influencerjev, ki ima nek camera experience. Jaz nisem človek, kateri je bil na televiziji, tako da morate razumeti, da jaz že zadnjih 13 let živim v Ameriki, tako da verjemite, da se zadnje, kar sem se zadnjih 13 let obremenjeval, je kako se pravilno slovensko govori in tako naprej, zato ker sem se mogel učiti, kako se pravilno angleško govori. Tako da, če kadarkoli ne znam kaj po slovensko povedati, se vam že zdaj opravičujem, ampak ne zanima me. Pač, če nočete poslušati, pejte dol in to je to. Tako da ja. Potem smo se dobili takrat s Perotom in z Markotom. Vse je bilo cool, smo rekli, ok, hočemo seveda ta event, da je na top formi, vse mora biti lepo in tudi jaz sem pač z Gregatom se pogovarjal, to je zdaj privaten pogovor med mano in Gregatom, sem rekel, Grega, poslušaj, ti si zdaj prišel v Ameriko, radi bi to vse skupaj top naredili, prvo kot prvo, če bomo naredili kakršenkoli event, ne gre se zaradi denarja, mora biti res, event mora biti ful dober narejen, ok? Tukaj bom zdaj pauzo naredil, samo to, da lahko razumete mojo mentaliteto prvo. Okay? Jaz zdaj delam tale pač Ask Uroš mentorship program, kjer dejansko ne zaslužim enega centa. Zakaj? Zato, ker hočem pomagati Slovencem. Okay? Samo hočem pomagati, zato da lahko tudi vi nekaj naredite. Ne zato, ker bi jaz 1 evro zaslužil, ne zato, ker bi jaz hotel, ne vem, neko slavo, ne zato, ker bi karkoli, zato, ker mi gre na živce, da pač normalen folk v Sloveniji, kater mislim, da je 10-krat pametnejši kot Američani, tukaj živijo iz meseca v mesec, med temu, ko Američani 5-krat več zaslužijo. Tako da, ok, samo to, da veste malo o meni, prvo, ok? Zdaj pa, jaz povem Grega tu, to moramo narediti top. Vse mora biti top. Brez veze, da ti ali zaslužiš 10 jurjev, ali zaslužiš 5 jurjev, ali zaslužiš 30 jurjev, na koncu koncev to je event, iz katerega potem lahko se naredi 3, 4, 5 in naš plan je bil to, da se to spelje, se naredi na najboljšem nivoju, potem lahko Grega najde naslednjega nasprotnika, naslednjega nasprotnika, naslednjega nasprotnika in tako naprej. Okay? To je iskreno pač naš plan. Kar rečem naš, od mene pa od Gregata. Okay? Potem seveda Žan Konjar izzove mene. Edino, kar spremeni, je to, da moram jaz zdaj še trenirati. Kar je pa tako in tako super, kaj? Zato, ker Grega rapa en sparring partner, zato da lahko vse skupaj narediva in tako naprej, tako da konc, super. Pa mogel sem shujšati, bil sem pač pujs, bil sem debel, mogel sem shujšati in mogel sem se izboljšati. Tako da super, super, super. Ok. Zdaj prijemo nazaj pač na event, ok? In potem pač jaz povem pač Perotu, jaz pa Pero se pogovarjava, sem rekel, ok, Pero, poslušaj. Ti moraš zdajle v bistvu, ti si organizator. Marko, kateri je VBO, ok? Fantje in punce, takrat, ko imaš ti svoje podjetje, ti nimaš časa se zajebavati z glupostimi, kakor se imasta ta Heidi in Anže. Res. Jaz sem glihkar sem iz meetinga. Ne? To ni, da imam jaz takole, kakor sta one dva po cel dan se tamle samo zajebavata in potem glih pač lahko odgovarjata, kar hočete in se delata pač norca. Super, bomo tudi do tega prišli. Tako da, Marko je mene vprašal, Uroš, Pero nima dejansko business experience-a, tako da lahko si zraven in pol ti meni pomagaš, jaz pa tukaj spet. Če pomagam Gregatu, jaz sem vesel kot brat dvojček, sem vesel, da je šlo njemu dobro. Okay? To je edino, kar jaz hočem, je da lahko pomagam nekomu drugmu. V tem primeru mojemu bratu, seveda. In potem se to vse skupaj naredi, okay? Jaz se upletem in smo prvič dobili to, da so, tole se je prvič zgodilo. Potem se jaz, seveda jim napišem en message, en lep pozdrav, tisto, kar je Heidi objavila, tisto je res moj message, sem rekel pozdrav vsem skupaj, če hočemo narediti top event, moramo vsi skupaj pač pošteno delati, moramo narediti tako, top content, promovirati to bomo uporabili v bistvu za investitorje in tako naprej, tako da lahko pokažemo, koliko je interesa. Super. Potem se tukaj jaz pa Pero pogovarjava in jaz Pero to pravim, pač prvo kot prvo moramo še nekaj razčistiti. Pero je zelo velika zvezda v Sloveniji, med temu, ker nobeden mene v Sloveniji ne pozna. Okay? Tudi te influencerji in vse te pač
ljudje, ki so pomembni, okay, vsi kontaktirajo Perota. In razumljivo, sploh nobeden ne ve, da sem jaz vpleten s temu, tako da seveda nobeden mene ne kontaktira. Tako da, Pero zdaj njim pove zgodbe, katere jaz osebno ne vem. Okay? Naj bi bilo to, da jim je on obljubil te karte za 50 kart in tako naprej. Po temu, pač Heidi je meni rekla, da sem jaz njej obljubil 50 kart. Kako bom jaz nekomu obljubil 50 kart, če jaz tega ne delam? Jaz pa Heidi sva se pač pogovarjala, bomo šli po vrsti prvo. In potem se mi odločimo, pač Pero je za organizatorja, to pomeni, on je ta, kater se pogovarja z vsemi fajterji, okay? Jaz pa Marko skrbiva samo za sponzorje, za venue in za vse skupaj, da je pač vse top. Okay? In pač tam so se pol začeli neki kregati, zaradi kart, kar je bilo, to je resnica. Zdaj pa tukaj, jaz bom tako rekel, nisem bil tam, ne vem, to boste lahko Perota vprašali, kaj je on jim rekel, koliko kart dobijo in tako naprej. Morate vedeti, jaz enega centa od tega nisem zaslužil. Koliko kart bi vam jaz dal? Meni je vse en. Meni, če ste vse potalali, 5 jurjev kart, da ste potalali, meni je bilo pomembno zato, da je polno. Ne zato, da jaz enega evra ne bi dobil. Pa lahko vprašate Markota, Perota, Zlatkota in tako naprej. Vsi, ki so bili vpleteni, jaz enega centa ne bi dobil. Lahko vprašate mojega brata, lahko vprašate Lauro, vsi so se neki pogovarjali, tako in tako. Jaz sem vedel, jaz enega sponzorja ne bom dobil. Zakaj? Če jaz doniram 10 jurjev Slovencem, kjer sponzor bo meni prišel? Kaj da mi reče, Uroš, radi bi ti dal 200 evrov. Jaz sem zabol samo za moje treninge 10 jurjev. Tako da, verjemte, da nisem pričakoval niti enega sponzorja, niti bi enega centa vzel, zato ker bi raje dal mojemu bratu. Tako in tako, nič nisem imel s tem. Okay? Tako da, če bi ti jaz obljubil, da dobiš 50 kart, jaz bi ti jih dal. Ampak ne, drugo kot drugo, mi sploh nismo še do takrat prodali cele hale Tivoli. Tako da, dejansko, če bi bilo to vse na men, jaz bi tebi dal. Ampak jaz nisem bil odgovoren za karte. In takrat, ko so se jaz pa Heidi slišala, in povedal bom tudi, zakaj smo se slišala. Heidi je mene poklicala in je rekla, Uroš, tukaj le pač, nekaj je bilo zaradi trenerjev. Pač Pero je povedal in Heidi in vsem fajterjev. To je zelo fair, kar je Pero naredil. In tukaj pač iskreno. Od začetka jim je rekel, nobeden ne bo bil plačan, ampak to bo bil full dober content, dobili boste sponzorje, lahko delate kar hočete in cel denar, ki dobite od sponzorjev, obdržite in to je to. Če se strinjate s temu, potem mi povejte, potem gremo lahko v fajt. To je bilo na začetku, preden je kdorkoli potrdil, da sploh ta fajt obstaja. In takrat so se fantje strinjali. Vsi, od prvega do zadnjega. In fantje, in punce, vsi so se strinjali. In potem mene Heidi kliče. Nekaj smo se slišali, ja, v bistvu je ona mene poklicala in je rekla, v bistvu, če je to prcanje med Gregatom pa Anžetom ok. In zdaj pač sem jaz rekel, lej, posluši, vidva delita to, kar hočeta, ok, samo eno pravilo imamo, nobeden ne bo pač nobeni familiji, nobeden se ne sme spravljati na otroke, nobeden se ne sme spravljati na podle stvari. Vse ostalo, kar delaš, mi je nepomembno. To je bil prvi pogovor. Pa lahko vprašate Heidi. Jaz bom vse po pravic povedal, pa Heidi ti povej svojo zgodbo, pa če sem kje eno napakco naredil, potem lahko me disaš, kjer hočeš, lahko Pop TV pokličeš, delite kar hočete, ok? Takrat so se jaz pa ti slišala in sem ti še dejansko pomagal. Ker si ti mene vprašala, si prvo rekla, daj mi povej, kako se lahko komunicira, kako lahko to, kako lahko hajpamo, kako lahko to in sem jaz vama še pomagal. Drugi klic je bil to, da vidva trenerja nista mogla najdeti. Zato, ker sta šla k Grbiču in je Grbič rekel, da on Anžeta ne bo treniral. Zato, ker Grbič je videl, koliko je pač tip gnil in je rekel pač, lej, posluši, par mene ne morta, jaz vam bom računal mesi, da mislim, da jim je eno tako bolano cifro rekel, da je mislim, da jim je rekel, ne vem, 10-15 jurjev ima rekel, da pač za treninge rab.
In pač on jih je samo hotel pač sterati, zato ker pač ni hotel biti v njegovem kotu. Kar iskreno, kot trener boksa, lahko nekdo razume, da pač noče biti v tem kotu, kjer ve, da bo bil tip nokotiran. Okay? In potem sta rekla, da ne morata najti sponzorja. By the way, pisala, komu sta vidva pisala za sponzorje? Pa kakor sem vam pač vsem vam nekaj še povem. Jaz nisem Gregor Čeglaj. Jaz sem Uroš Čeglaj. Jaz sem first father, then businessman, okay? So I will not let you just spit in my face like this. Okay? Prvo kot prvo, jaz v življenju ne lažem, tako da ne se prosim vas na tak nivo spuščati, ker jaz bom vse bolj povedal, mene briga. Meni tukaj pač nobeden od vas, jaz €1 ne rabim od vas, nimam sponzorjev, tako da dejansko jaz bom povedal točno to, kar je resnica. Okay? Vi se morate paziti, da navte pač dejansko kakšne sponzorje zgubljali med temu, kaj jaz lahko vse po pravici povem. Tako da, takrat se vi pol rekli, ok, mi ne moramo sponzorjev najdeti, zato ker ste pisali in Mercatorju, in Lidlu, in tako naprej, pač zadevam, da sploh pač ni logično. Okay? In potem ste še v VBO-ju pisali, če je lahko on sponzor in tako naprej. Noro, mislim, koga ste vi hoteli imeti za sponzorje, to je noro. Potem vi niste najdeli trenerja. In to je bilo pol nekaj časa se je vse skupaj to dogajalo in mislim, da je bilo že, 3 mesece pred fajtom, takrat, ko sem jaz bil že v Sloveniji, se mi pol vidimo na slikanju. In mi smo se pol tam videli in vse je bilo cool. Mislim, prvo kot prvo morate vedeti nekaj. Jaz ne rabim tam, da se pač, da nekoga sovražam, da grem jaz lahko z njemu v ring. To sploh nima smisla. Če se jaz pa ti zmenva, da se gre v teps, pol ok, greva v ring in to je to. Svaka čast. Ok. Zdaj pa tako. Pridemo, takrat je bilo pol spet tisto neki za karte in jim Pero napiše, dobili boste vsi po 4 karte in to je to. Svaka čast. Ok. In zdaj se začnejo oni kregati. In takrat sem jaz tudi pač zvedel, da so 4 karte, ker jaz sem tudi mislil, da jih bo malo več. Ni pomemben, tudi takrat sem jaz pol rekel, fuck, in Grega dobi 4 karte in jaz dobim 4 karte, ampak sem rekel, ok, pač sej, verjetno takrat, ker se ne bo pol vse skupaj prodal, ajde bojo, mogoče malo popustil, ampak takrat se jaz pa Grega trenirala, nisem se obadil s tem 4 karte, 5 kart, lahko pogledate, kjer hočete. Moj foter je kupil karto. Tako da ne mi govorite tega, da sem jaz imel, koliko unlimited kart in tako naprej. Ok, gremo naprej. Tako da, zdaj jaz to tu zvem, oni se začnejo kregati in tukaj prvič pride do tega, da rečeta pač dva, sta rekla, da bo bil fight cancelled. In zdaj on reče, ok, super, pač Perotu povemo to, prav, ne, 4 karte, to je to, ne moram zdaj skar vsem talati karte in tako naprej. Sem rekel, pač, Pero, to bomo neki mogli pač poštudirati, to se mi ne zdi neki full fair, a veš, ker če imajo oni svoje sponzorje in tako naprej, ampak ne bom preveč šel na dolgo. In takrat pol, ona dva sta kao rekla, da bosta skenslala in Pero njih pokliče. In Pero njim reče, lej, poslušaj, jaz bom vaju zamenil oba dva, zdaj, ko se delata bodalo, pač jaz bom vaju oba dva skenslu in to je to. In bom jaz nekoga drugega najdu. In oba dva pač prosta Perota. Ne, Pero, razumem, to je bil event stoletja, to 3., 4. Pero je seveda tudi master of marketing, tako da on jim je tudi pač povedal, lej, to bo zakon za content. Dejansko, če se pogovarjamo, kdo sta one dva izven tega fajta, a še kdo drug ve, kva one dva delata, razen to, da prodajata pač, kva je tis pyramid scheme, tip, ki je zaslužil, 100 milijonov na mesec se dela tam, kakor da služ. Med temu, ka danes, pa ne bom šel toliko podlo, ampak ne, takole, ka se mi delaš norca, lej, jaz sem res napačna oseba, da se takole norca delaš. Dokler si ti še zmeram na temu, na unih benefitih od Slovenije, pa da dobivaš pač plačo od Slovenije, ker si nezaposlen in da Slovencom prodajaš in nateguješ folk, da dejansko naj pridejo v nek program, kjer bojo služili toliko, kolikor ti služiš, vse v redu. Če služiš denar in jih hočeš naučiti in znaš nekaj pokazati, svaka ti čas pokaž vse skupaj
in naredi to. Ampak ne do Bog, da si ti meni tukaj od Slovenije in od države jemlješ denar, kot kao nezaposlen, ne moreš pač živeti, ne? Pa po TikToku pa govoriš pač, koliko si sposoben in kako jim boš pač pokazal, kako bojo oni zaslužili denar. Prosim te, ne deli tega, ker to je ful pač pokvarjeno in ti za pol mlade otroke zavajaš, da to se pol da, med temu, ki socialo vlečeš. Tako da prosim te, tukaj samo tok, jaz ti povem, jaz sem napačen človek, da se boš v financah pogovarjal, tako da prosim te, ne govor tega, ok? Da gremo naprej. Takrat pol, jaz pa Marko se slišva, jaz sem mogel prositi Markota, da Marko ne skensla. Marko je rekel, lej fantje, jaz se ne morem s temu zajebavati, jaz bom skenslo event, ne morem jaz s takimi stvarmi se pač ubadati, ščetke mi grejo ful dober, to mi gre ful dober in tako naprej, pač ne delite tega in pravim jaz njemu, Marko, lej, od tukaj naprej bom jaz prevzel komunikacijo, okay? In namesto da vse skupaj se pogovarjajo preko Perota, se bojo vsi pogovarjali preko mene. Okay? Zato, ker smo imeli že sponzorje, imeli smo že venue, vse smo imeli že narejen. Okay? In potem to pride do mene. Do takrat, jaz, Anže in Heidi smo v top odnosih. Ker jaz sem človek in vedno sem bil, in do vaju sem bil človek, do vaju sem bil vedno človek. Kadarkoli sta me poklicala, sem vaju z dobrim glasom in pa lepim glasom sprejel. Če sta rabila pomoč, rabila sta trenerja. Kdo vam ga je hotel zrihtati? Jaz sem vaju povezal z mojim trenerjem, da vaju je on povezal z drugim trenerjem. Tako da, ko govorite o vseh teh stvarih, prosim te, ne napadati mene. Če je kdo drug zajebil, da jaz ne bi vedel, super, povej resnico, vse cool. Ampak ne mojega imena pač upletati noter. Okay? Tako da to je drugo ali peto kot peto, sploh ne vem več. Tako da, potem jaz prepričam Markota, da pač event se mora zgoditi, jaz pa Grega sva že toliko investirala in tako naprej, pač dajmo to vse skupaj zrihtati, lahko bo na top eventu, bili smo mislim, da top 4 najbolj prodajane karte in tako naprej. Okay? In potem one dva se pomirita in rečeta, veš kaj, vse je cool, vse je top, vse je super in tako naprej. To je bilo, pa imajo drugi še dokaze. Jaz nisem tak človek, da grem jaz zdaj med tistih 4000 mesičev, da vam grem jaz screenshote kazati, zato ker vem, da jutr lahko Laura objav neki, lahko Pero objav neki, lahko Grega objav neki in tako naprej. Med temu, ko bojo vsi drugi pokazali, karkoli pokažejo, boste videli, da to, kar sem jaz povedal, je dejansko resnica. Tako da, gremo naprej. Potem se je ohladil vse skupaj, drama se poleže, vsi so spet zadovoljni in tako naprej. In potem mene kličeta, ne vem, kdo me je klical, tukaj je bilo pol še neki vmes, pa kako so rešili s temi kartami. Potem je v bistvu Pero rekel, lej, poslušajte, te bom dal toliko kart, te bom dal toliko kart, te bom dal toliko kart, vsi so dobili pač to, kar so hoteli, zdaj, a so dobili točno to, kar so hoteli, to je zdaj med njimi. Spet, jaz nimam nič s kartami. Zaradi mene jih potalite. Če mi filamo Halo Tivoli iz moje perspektive, menda je pač polna Hala Tivolija in da imam jaz lahko fight noter Jean-Lucom, kater kapo dol, še najbolj normalen od vseh ostalih borcev, tako da en lep pozdrav tebi. Pač dejansko, meni bi bilo top, imel bi nek video, pač lahko pokažem svojim otrokom, kako se je pač fotor, ki je bil pri 32 lahko pripravil na nek fight in tako naprej. To je bilo, zakaj je bilo meni vse skupaj. Okay? Iskreno, zakaj je bilo meni pomembno, je zato, da dobim en video, pač, da so lahko otroci moji ponosni, ali da zmagam, pa jim pokažem, kako je bil fotor borc, ali pa da zgubim, pa da jim pokažem v bistvu, koliko se je fotor pač trudil, da zmaga. To je to. Niti enega evra ne bi dobil. Ok, gremo naprej. In potem se mi pogovarjamo, zdaj pa jaz pa Marko, VBO, se začneva zdaj pogovarjati in pač Marko meni pove, da ima ful dobre sponzorje, pač zdaj, ko celo vse skupaj šlo, a si res Heidi in Anže to rekel, da vsak dobi po 50 kart? Ne, ker jaz nimam nič s kartami. Pero je imel karte čez in vprašajte Perota, če sem jaz imel karkoli s kartami.
Okay? Samo vprašajte Perota, a je Uroš imel kakršnokoli možnost dobiti karte, obljubiti karte. Samo vprašajte ga to, pa smo lahko zaključili še s tem. Okay? Tako da, potem se jaz pa Pero slišva in prav men, jaz pa Marko se slišva in Marko meni pove, Uroš, jaz sem dobil ful nore sponzorje, ampak Uroš, če mi zdajle zajebemo, jaz sem pač, I'm done. Zato, ker ta človek, ki je hotel biti sponzor, je toliko močen v Sloveniji, da njega pa res ne smemo zajebati. In pravim jaz njemu, super, vse bo bilo cool, Marko, vse bo bilo fajn, super. Okay? In Marko se dobi s tem gospodom in pač se nekaj zmenta in se on pač odloči, da bojo bile, ne vem, 5 največjih firm Slovenije, da bi pač investirale v ta dogodek, da bi dejansko lahko spravili to, mislim, kako smo hoteli ta event narediti, je bolano. Okay? In potem pač jaz njemu rečem čestitke, vse super. In jaz zdaj prijem domov in jaz sem pol takrat glih v Ameriko prišel. In meni Laura piše in prav, sam tok da veš, Hajdi pa Anže mislita skenslati event. In zdaj pač jaz to slišim in skočimo na klic. Jaz, Grega, Pero pa Marko. Okay? In mi se začnemo pogovarjati in pač jaz povem, pač prvo kot prvo, jaz sem to slišal, okay? In tako malo neprijetno mi je vse skupaj, ne vem čistočen, kako se pač počutim. Morate vedeti, jaz tisti trenutek še zmeraj nisem hotel skenslati neki eventa, ampak najdeti neko pač rešitev. Ampak, tukaj je zdaj ta problem. Marko je duša od človeka, res je duša od človeka in če bi njega začel folk izsiljevati, če mi daš 50 jurjev pred fajtom, potem super, če ne daš to, pol se ne bomo borili, potem je isto, kot da si mojemu biznis partnerju plunil v faco. In to meni ful ni lepo. Ful mi ni lepo. In do takrat, ko sem jaz vedel, da vidva hočeta izsiljevati Markota, sem jaz bil zelo prijazen in fair in prosim, Hajdi, in ti in Anže lahko naredita video in mi povesta, do takrat, v bistvu, do dneva, ko si videla moj TikTok, a je bil Uroš najbolj prijazen človek in do tebe in do Anžeta. Videl sem vaju v City Parku ali kjerkoli sem vaju videl, v Aleji sem vaju videl, pozdravil sem vaju, obema sem dal roko, pogovarjali smo se 5-10 minut, z obema spoštovanje, nikoli nad slabega, še z njemu sem se pogovarjal z Anžetom, sem rekel, Anže, prosim te, trenerji, prosim te, pač rad bi, da je dober event in to je to. Če ni to res, prosim, naredite en story, koliko si jih tamle 96 naredila in povej celi Sloveniji, koliko sem jaz leživc. Okay? Potem pa, kad ti greš v bistvu izsiljevati človeka, kateri je business owner, tako kar jaz. Takrat se pa pol malo spremeni. Zato, kad ti, ko boš začela izsiljevati, kaj se ti ne zavedaš, tisti trenutek, da seveda ti vzameš nam vso moč, kot nek business owner, ti mene prisilaš v nek kot, da moram jaz tebi to plačati. Zdaj pa, če jaz hočem živeti s temu, bom jaz tebe skenslil. Ampak če jaz tebe skenslam, event cel propade. To pomeni 80 do 100 jurjev, kater gre v tak event, jaz zgubim. Jaz ne morem poklicati Tivolija in reči, veš kva, pač, sorry, ne bomo pršali, daj mi denar nazaj. Event team, ti veš, koliko stane to, da vse skupaj vrnemo denar. Ti veš, koliko je vse za varnostnike, policijo, reševalce, hrano, pijačo, luči, kamere. Imeli smo pogodbo s komu nismo imeli pogodbo. Kako se pogovarjaš takrat pol sponzorji? Kaj da sponzorji jim rečem? Sorry, to je to. No in, okej, to pomeni, da takoj ti moramo pač dati ta denar, kateri je bil že tako in tako obljubljen, da pač ne dobite tega denarja. Zdaj, če bi se vi na začetku pogovarjali, da pač morate dobiti ta denar, sure, to ni bil pogovor z mano, ampak je s Perotom. In če recimo ti hočeš reči, Pero, bil si ne fair do mene,
to je med tabo in Perotom in to se lahko vidva zmenta. Da pa ti govoriš, da sem jaz, pač tisti, kater ti ni hotel dati, kater nima centa od tega, pa je pa res nekaj zelo posebenega, pač seveda narobe s tabo. Zdaj pa, glede na to, da ste to naredili, je Pero prišel z idejo, da vaju zamenjamo. Zdaj pa tako, če ste vi kupili karto Gregor proti Anžetu, Heidi proti Lauri, in ste kupili že karto, zdaj pa mi zamenjamo in Heidi in Anžeta z nekomu drugmu, to je isto, kot da greš na koncert od Luke Basija in ti Siddharta pride. Ti si plačal za to, da vidiš, kako Anže pade, ti si plačal za to, da vidiš, kako Heidi pade. Ne zato, da vidiš Boštjana, kako pač pade. Ne zato, da vidiš nekoga drugega, kako pade. Ti si kupil to karto. Zdaj pa, vse one karte, ki so bile prodane, bi mi mogli nazaj dati in jih še enkrat vprašati, a dejansko ti hočeš prideti na ta event, glede na to, da smo nasprotnika spremenili. Ker to ni UFC fight, kjer pač, če on ni pač pršel, pol ni pršel. To je star fight, to je influencing fight. To je pač zaradi tebe so kupili. To niso kupili zato, ker pač imajo radi UFC. To so kupili zaradi tebe. To pomeni, da takoj, kad ti ven skočeš, si ti v bistvu skensil event. In seveda, pa sem jaz rekel Markotu, poslušaj Marko, prvo kot prvo, cenam te ful. Rad te imam kot človeka, dober si človek. Daš vse, in majico in hlače ti da dol, samo da imaš. Če one dva to naredita, kako se boš počutil, kaj bomo naredili? Okay? Koliko mislite, da Marko zasluži od tega eventa? Pametnjakoviči. Marko dobi 0%. Marko je napačna oseba, da vi izsiljujete debili. Seveda, v temu sploh ne razmišljate, koga boste vi izsiljevali. Ampak vi ste hoteli Marko ta izsiljevati. Bravo. Med temu, ker je on sponzor. Tako da ja, whatever. In potem vse skupaj pač je prišlo do tega, smo rekli, če boste pa to naredila, zato ker pač seveda karte in pa vse skupaj, kar je bilo obljubljeno, ne bo bilo tako, kot je bilo. Pač nažalost ne bomo to izpeljali in to je to. Marko je tudi rekel, ne mislim se jebati zdaj s temu, pa da moram nove nasprotnike najdeti, kdo se bo zdaj upal, Grega trenira 6 mesecev, ta nova oseba bi treniral 2 meseca, koga bomo najdeli, že tako in tako smo se pač dejansko imeli problem, da sploh nekdo pride in tako naprej. Tako da, to je iskreno, kaj se je točno zgodilo. Zdaj pa in tebi in Heidi in Anžetu. Če karkoli v tej zgodbi ni res, prosim vaju, povejte. Karkoli iz moje strani. Ne mi zdaj govoriti, tukaj si pozabil, kaj sem imela jaz pa Pero. Ne ti meni tega govoriti, ker jaz ne vem, kaj si ti pa Pero imela. Okay? Ne vem, kaj sta ti pa Laura imela. In tako naprej. Jaz lahko samo iz moje strani povem, kot organizator, kot borc, jaz vam povem točno, kaj je organizacija vedla. Kaj ste imeli pa vi s Perotom? Kaj ste imeli pa s temu, pa z unim, pa s 4. pa 5. Pa bom pa še to dodal. Anže, ti enega dneva nisi treniral. Šel si na en trening. Iskreno, pač povedal si mi. Jaz nisem še treniral, Uroš. Okay? Jaz sem te rekel, Anže, pismo ni dobro, no? Bod saj v neki kondiciji, ker pač je zelo težek šport in sem ti lepo povedal to v aleji. Prosim te, ne fokusiri se samo na neko obrambo, ker boš puko, ker boš samo dobil batine in bo brez veze. Pač moraš se naučiti vse. Bil sem pošten takrat do tebe, bil sem pošten vsakič do tebe, nikoli vama nisem nič obljubil, kar vama nisem pač dal. Če bi vama obljubil 5 jurjev, bi vama dal 5 jurjev. Če bi jaz imel kaj od tega, bi vama dal 1 evra, jaz od tega eventa ne dobim. Tako da naslednjič, preden dejansko obtožujete človeka, kateri je v Sloveniji samo zato, da pomaga, jaz, pa še to, vi še zdaj ne razumete, zakaj je vse brezplačno zraven mene. Uroš, koliko si ti nek čuden, zakaj je vse brezplačno, ta mentorship brezplačen, to, 3., 4. Vi se ne zavedate, kako davki delujejo. Jaz 1 evra v Sloveniji ne smem zaslužiti, ljudje dragi. Če zaslužim evro v Sloveniji, potem sem jaz obdavčen v Sloveniji.
jaz res vas ne razumem. Zato pa, koliko misliš, da sem dobil od fajta? 0. Tako da, seveda, kolikor bi hotel, zaradi mene, če vsi si razdelite po 20%, pa da imate vsi denar. Meni je vse, nič od tega ne moram dobiti. Tako da, to je v bistvu, kako se je zgodba razvila. Zdaj pa seveda vaju pa bi z veseljem slišal, da poveste, če kadarkoli sem jaz karkoli naredil, karkoli zgolfal, še takrat ponavad, takrat, kad ti Uroš obljub, da ti bo dal 5 evrov, ti ponavad da 20. Tako da prosim, samo bo ta poštena in še enkrat, samo zakaj sem toliko pokvarjen do vaju zdajle, zakaj sem toliko pokvarjen do vaju, je zato, ker sta se spravila na človeka, kater niti enega evra ne bi dobil od tega eventa. Bil je sponzor, bil je sponzor, Valbo je bil sponzor, ampak niti enega evra ne bi dobil, vi ste ga pa hotela v bistvu zajebati s temu, da zdaj nam boš pa plačal. Zdaj pa kaj ste imeli pa z drugimi? Lauro, Pero, Tom in tako naprej. To pa jaz, pa Marko, nimava nič s temu. Nimava nič s temu. Jaz pa on, sva pa rekla, jaz sem še Marko tudi to rekel, pa lahko vprašate, kogar hočete. Sem rekel, Marko, če ne moramo najti sponzorjev, bom jaz cel event sponzoriral. Pa prav Marko, ne Uroš, se bova nekaj že poštudirala in tako naprej. Zato, ker jaz sem hotel samo, da se zgodi. Ljudje, dragi, koliko od vas dejansko pride pred 5000 ljudi in pa ima lahko nek event? Sam tako pač iz realnosti. Bokserji v Sloveniji trenirajo cel življenje, zato da jim pride 25 ljudi gledati. Mislim, a ni tako pač kar neki, zakaj ne bi to naredili? Ja, to je fajn event, realno. Zato smo ga pa tudi hoteli narediti. Zdaj pa, češ pa ti izkoriščil, si pa najdu napačno osebo izkoriščati. Tako da, to je to. Ne samo, da je to moja zgodba, ne bom rekel, to je moja zgodba, to je realnost, to je resnica. Bi pa z veseljem, če mi lahko kakšen message, ki sem vama poslal, da sem vama jaz kaj obljubil, če sem kadarkoli karkoli rekel, je bilo lahko samo v stilu, bom vprašal Perota, če vama lahko zrihta, bom probal vama zrihtati kaj, bom probal kaj iz te strani, lahko vaju probam povezati s komu, lahko vama probam pomagati s čemu in tako naprej. Samo en message mi prosim te pokaž, ker sem jaz karkoli hotel in od tebe, in od Anžeta, in od Perota, in od Laure, in od Gregata, in od Jean-Lucata, in od vseh skupaj. V življenju nisem enega evra od vas vzel. In zdaj, da bom jaz tukaj nekaj hotel na vas služiti. Tako da, smeh. En lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, ni sploh trošenje energije, samo jaz sem opazil, v Sloveniji je ful tako. Enka se začne delati norca in ka začne klatati neko neresnico od določenih ljudeh, če ne odgovoriš, pol folk kar misel, da ne odgovoriš zato, ker to je res. In pač ne mislim se s tem zajebavati, da ste vi tukaj govorili neki za nekim hrbtom in tako naprej. Ne. Iskreno vem, da imam lepo srce, želim pomagati folku, že vsak dan pomagam folku, delam milijon in eno stvar, samo zato, da lahko drug folk služi. Ne me narobe razumeti, jaz služim v Ameriki, ljudje dragi. Nisem bogi, nisem reven, imam denar, ne rabim milijonov samo za sebe. Če vam jaz par milijonov, bi rad, da tudi vi imate. Zato, ker vem, da ne boste imeli vsi milijone, ampak če lahko 5 ljudem spremenim življenje, super, sem zadovoljen s temu. In tudi vem, da pač pomagal bom Slovencem, dokler lahko, sam ne me jebati s temu, da mi boš ti govoril tukaj ene laži o temu, kakšen sem jaz človek in tako naprej. Pokaž mi en message, ka sem karkoli hotel od tebe. Da sem ti 1 evro vzel, da sem ti karkoli naredil. Samo pokaž mi en message. Tako da, ja, ok. Noč, lepo se imejte, en lep pozdrav vsem skupaj. Tako in tako, to je samo drama, dokler par ljudi še hoče videti, kaj in kako se dogaja. Za vse ostale pa prosim vas, ne obremenjujte se s temi zadevami, imejte se radi
in pa upam, da lahko skupaj spremenimo mentaliteto. Res bi rad videl, da se Slovenci začnemo malo bolj fokusirati na pozitivne stvari, ne samo na negativne. Res tudi zdajle veliko gledov in veliko ljudi online, med temu, ko se pogovarjamo o takih bedarijah. Raje bi vam zdajle povedal, kako lahko zaslužite več denarja, kako se vam lahko življenje na bolj spremeni in tako naprej, kakor pa da se pogovarjamo o takih kretenizmih, kakor pač kdo je rekel, kaj je rekel, kako je rekel. Drugače pa vsem en lep pozdrav, veliko ljubezni in pa lepo se imejte. Čau. Pa nisem influencer, tako da zdaj tudi tega live ne znam zapreti. Tako da lepo se imejte.